Lep pozdrav. Za delo preiskovalne komisije do konca mandata ostalo še 4 mesece, kar pomeni, da vsak dan šteje. Od spremembe ZBAN-2, 22. julija tega leta, ko je, kot veleva zakon, preiskovalna komisija dobila možnost neposrednega zasega bančnih dokumentov, se pri delu preiskovalne komisije nekaj bistveno spremenilo. Banke kot da še niso osvojile tega dodatka pri dotičnemu členu ZBAN-2. Posebej izstopa pa Nova Ljubljanska banka, ki redno zavrača vse naše zahtevke po dokumentaciji in smo zato primorani uporabiti stari instrument, ki smo si ga izbojevali v začetni fazi dela preiskovalne komisije, namreč zaseg preko sodišča. Sodna praksa načeloma v večini primerov dobro funkcionira, se vzame nekaj več časa, kot če bi do teh dokumentov prišli neposredno preko zakona o bančništvu. Kljub temu se pa pojavi neka zagonetka, ko trčita dvojica Nova Ljubljanska banka in sodnica Dunja Franken. To bo zdaj že drugi primer, ko pač sodnice v primeru Nove Ljubljanske banke nismo uspeli prepričati, ali pa vsaj nakazuje se, da je tudi v tem primeru ne bomo uspeli prepričati, vsaj iz zahteve po dodatnih obrazložitvah, ki nam jih je posredovala v zvezi z našo zahtevo po izpiskih oziroma seznamu obiskov pri upravi taksativno naštetega seznama politikov in ostalih javnih funkcionarjev, kreditojemalcev in ostalih bolj ali manj javnih oseb. Mi smo zahtevali v bistvu seznam obiskov vseh predstavnikov vlad od leta 1997 do nastopa te preiskovalne komisije. To je približno 150 oseb, skupaj z vsemi svetovalci, zunanjimi svetovalci, lobisti, pa tudi kreditojemalci, ki so najemali kredite in so potem končali z velikim diskontom pač na slabi banki. Mi smo tudi v teku preiskovalne komisije ali pa zaslišanja prič naleteli na primere, ko se je konkretna poslovna odločitev v banki spremenila neposredno po obisku nekega javnega funkcionarja. Da bi ta pričanja ustrezno pač ovrednotili ali pa argumentirali tudi z dokazom, smo se pač zato odločili, da zahtevamo seznam teh obiskov pri upravi banke. Zdaj, dovolite mi, da najprej povem, kaj pravi mandat preiskovalne komisije in kaj je namen te preiskovalne komisije, torej pač nekakšna biblija dela preiskovalne komisije, ki je bila sprejeta 24.4.2015 in ki dejansko postavlja okvir delovanja preiskovalne komisije. Ta recimo v točki 6 pri mandatu preiskovalne komisiji nalaga, da mora ugotoviti, kdo so bile osebe, ki so bile pristojne oziroma so odobravale slabe kredite in ugotoviti njihovo odgovornost. In hkrati mora preiskovalna komisija ugotoviti vlogo in odgovornost večinskega lastnika oziroma aktualne vlade ter razišče morebitno vpletenost oziroma vplivanje ali opustitev delovanja posameznih nosilcev javnih funkcij. Tu je na koncu koncev neposredni mandat ali pa razlog, zakaj mi to zahtevamo, namreč že sam mandat preiskovalne komisije govori o vplivanju aktualne vlade, torej vseh tistih 150 javnih funkcionarjev, ki izhajajo iz prvega dela zahtevka. Namreč, kot vemo, nepremoženjska korist se lahko kaže tudi v privilegiranem neposrednem dostopu javnega funkcionarja do uprave banke in s tem do urejevanja posebnih okoliščin za prijatelje, družinske člane ali kakšne poslovne sodelavce.
Preiskovalna komisija mora tudi hkrati ugotoviti, pod kakšnimi pogoji so bili slabi krediti odobreni in za tiste najpogostejše kreditojemalce, katerih krediti so potem končali na slabi banki in za katere plačujemo davkoplačevalci, bo verjetno zanimivo ugotoviti, če so bili tudi najpogostejši gostje pri upravi Banke Slovenije, ker potem bi tudi jasno, zakaj so dobili najugodnejše pogoje in takšne pogoje brez zavarovanja. Naprej pa v namenu preiskovalne komisije, torej dokumentu, ki ga je torej podprl Državni zbor, neposredno referira na klientelistična in koruptivna sodelovanja med nosilci javnih funkcij in gospodarskimi družbami. In če še ta dobesedni zapis preberem, čas je, da se dokončno ugotovi, koliko je bilo tega sodelovanja in kolikšno škodo smo zaradi tega davkoplačevalci dobili. Torej, če je namen te preiskovalne komisije ugotoviti, koliko je bilo tega sodelovanja z javnimi funkcionarji in bankami v državni lasti, ki smo potem plačali davkoplačevalci, v preiskovalni komisiji menimo, da smo upravičeni do teh podatkov. In je popolnoma nerazumljiva pač ta zadržanost sodnice Dunje Franken do te naše zahteve. Naprej je v mandatu še več teh referenc zakaj po našem mnenju smo upravičeni teh dokumentov, recimo nadalje je namen te preiskave ugotoviti, ali se ti krediti odobravali tudi zaradi posredovanja oziroma vplivanja nosilcev javnih funkcij. Spet neposredna referenca na razlog, zakaj mi zahtevamo to zahtevo. Meni se ob odgovoru sodnice, ki je ob naši zahtevi zapisala, citiram, iz zahtevka preiskovalne komisije namreč niso razvidni razlogi, na podlagi katerih bi sodišče lahko ocenilo, ali gre za dokaze pomembne za parlamentarno preiskavo, se postavlja vprašanje z vidika davkoplačevalca. Ali ni podatek, če je predsednik vlade, svetovalec na Ministrstvu za finance, gospodarski minister, šef KAD-a, šef AUKN-ja obiskal upravo banke in je še isti dan ali pa naslednji dan uprava banke spremenila odločitev, ki je bila predhodno napovedovana. Sprašujem, ali ni to skladno z vedenje tega oziroma pridobiti podatek o tem skladno z namenom te parlamentarne preiskave, v bistvu v samem bistvu ugotavljanja politične odgovornosti te parlamentarne preiskave in če poimensko moramo ugotoviti, kdo je odobraval slabe kredite, moramo hkrati tudi ugotoviti, če tisti, ki so prejemali slabe kredite, so imeli privilegiran položaj in dostop do članov uprave te banke. Zato preiskovalna komisija meni, da je ta ukrep primeren, nujen in neizogiben. Zakaj smo se odzvali v tej fazi? Zato, da poudarimo pomen zasega teh podatkov za nadaljnje delo preiskovalne komisije. Namreč, vkolikor bo sodnica zavrnila ta zaseg in bo zadeva potem dala na višje sodišče in bo višje sodišče potem prav tako zavrnilo, preiskovalni komisiji ne obstaja nobeno pravno sredstvo, preko katerega bi potem lahko prišla do teh podatkov. In bo torej prišlo do zelo nenavadne situacije, ko je recimo preiskovalna komisija to vrstne podatke dobila od Vlade Republike Slovenije, od Ministrstva za finance, od največje državne banke, v katero smo v zadnji sanaciji plačali 1,5 milijarde evrov, pa do teh podatkov ne more priti. Ključ za te podatke pa ima, kot sem rekel, če že Nova Ljubljanska banka tega noče dati, ima pač v tem primeru sodnica Dunja Franken, kolikor se bo ona odločila za zavrnitev, pa potem še višje sodišče. Tako da to je iz tega gledišča z isto točko. Zdaj pa, če so kakšno vprašanje? Prosim. Maja Derča, Radio Slovenija. Jaz sem mogoče vnaprej upravičujem, ker ne spremljam vsega dnevno, kar se tiče bančne preiskovalne komisije. Ampak, a zdaj prav razumem, gospa Franken je že zavrnila vas? Gospa Franken nas je pozvala, naj dopolnimo, ker jo nismo prepričali. Ko bo ona zavrnila, bo šla zadeva avtomatično na višje sodišče. Jaz se spomnim, že pred, ne vem, letom ali 2 ste imeli probleme s sodnico Dešo Cenar. Ja. Kako se je pa tista zadeva razrešila? Zadevo je razrešilo Ustavno sodišče. Zadevo je razrešilo Ustavno sodišče.
V primeru sodnice Dunje Franken pa imamo podoben primer, ker smo zahtevali recimo pogodbe, ki jih je sklepala Nova Ljubljanska banka z zunanjimi izvajalci, pa je ona odločila enako po istem postopku, da pač nismo upravičeni do teh podatkov. In v odgovoru, kjer naj jo dodatno pač razsvetlimo, je nakazala svojo odločitev. Strokovne službe, ki pomagajo pri delu preiskovalne komisije, pač pravijo, da je s tem relativno jasno nakazala tudi svojo odločitev. Janja Zalar, mene zanima, če držijo informacije, da poleg teh izpiskov, obiskov, teh 300 oseb približno na LB-ju, želite tudi podatke o transakcijah nekdanjih članov uprav, guvernerjev in zakaj potrebujete to kot preiskovalna komisija? Ja, zdaj, preiskovalna komisija lahko uporabi različne metode zbiranja podatkov. Preiskovalna komisija ima na razpolago tudi to, da po pridobitju določenih podatkov lahko recimo posamezno pričo spremeni v osumljenca. In preden to naredi, verjetno želi pridobiti vse informacije. Rekel, ni prva preiskovalna komisija, ki je zahtevala izpiske iz TRR-ja. Je pa zanimivo, da je, ko je enkrat zahtevala izpiske določenih bankirjev, na nek način sprožila kar relativno velik vihar v zvezi z to zahtevo. Tako da soglasna odločitev članov preiskovalne komisije je bila, da pač od določenih oseb zahtevamo tudi vpogled v te podatke. Gre pa za odločitev, ki je varovana z dvema pač stopnjama tajnosti, eno po zakonu o parlamentarni preiskavi, eno pa z BAN2, tako da konkretnih imen in tako naprej vam tega ne moram posredovati. Še kakšno? Če ne, se zahvaljujem za pozornost.